Evropska unija je najmočnejša gospodarska sila na svetu. Imamo pol milijarde prebivalcev in imamo zelo močno in tradicionalno gospodarstvo. V glavnem tudi usmerjeno k izvozu, k ekspanziji. Tako da Evropska unija tekmuje z drugimi velikimi igralci v svetu. Predvsem tekmuje v neki nenapovedani tekmi z Združenimi državami Amerike in ker imamo podobne gospodarske sisteme, je seveda rivalstvo med Evropo in Združenimi državami Amerike evidentno. Amerika izkorišča svojo prednost, zlasti ko gre za komunikacije, ko gre za sposobnost zbiranja informacij, ko gre za celo vrsto zapletenih trgovskih aranžmanov in pogojev. Tako da Evropsko unijo Amerika raj gleda kot na zvestega sodelavca in partnerja, kot na enakopravnega tekmeca. Ni slučajno, da se ob nekem trenutku v Ameriki pojavi zadeva Volkswagen ali pa zadeva Toyota, kadar nekdo nekje zraste preko dimenzij, kjer začne ogrožati direktne ameriške interese, takrat se pojavi neka zgodba, ki ima sporočilo do tod, gospodje. In Evropa temu Evropa podleže? Nima svoje geostrateško opredeljene politike. Evropa je miroljubna po svoji definiciji. Zrasla je iz vojn, zrasla je iz zaveze, da se na evropskih tleh ne bodo več vodile vojne po načelu tako zvanih dednih sovraštev, zlasti med Francijo in Nemčijo. Seveda pa Evropi manjka dimenzija geostrateškega premisleka takrat, ko nekdo drug, s katerim smo povezani, uveljavlja svoje geostrateške interese. In danes govorimo tukaj v Evropskem parlamentu o begunski krizi. Begunska kriza je posledica, to ni razlog, zakaj se tukaj pogovarjamo, in jaz bom po tem pogovoru govoril v plenumu in tam mislim povedati ravno to, da seveda nam v tem trenutku vsi ti emotivni izbruhi in čustveno motivirani govori ne pomagajo veliko. Rešitve so zelo konkretne in zelo brutalne. Začenjajo se pa pri tem, da mora Evropa se znati pogledati v ogledalo in reči, ja, sodelovali smo v podjetjih, ki so imeli za posledico begunske krize, razsutje držav, totalno praktično razhrvan Bližnji vzhod, ki je naš neposredni sosed. Tako da jaz verjamem, da je čas za nek resnično tehten razmislek o tem, kakšno vlogo naj Evropska unija igra v svetu in kaj je pravzaprav tisto, čemur pravimo skupna evropska zunanja in varnostna politika. Včasih imamo občutek, da je to nekaj takšnega kot cesarjeva nova obleka. Nekaj, kar je na papirju, kar pa v resnici ne funkcionira. In seveda Evropa ima še eno karakteristiko, ki jo naši tekmeci, da tako rečem, niti na vzhodu, niti na zahodu nimajo. Evropa je prostovoljno združenje 28 držav, ki ima 28 različnih interesov, zgodovin, kultur in seveda vsaka od njih želi biti razpoznavna. Zdaj, pevskega zbora z 30 solisti ni. Ponavadi je en solist ali pa dva, kadar je pevski zbor. Evropska unija hoče biti orkester ali pa, če hočete, zbor solistov. Ja, in to je težko. Skratka, z globalizacijo
se Evropska unija nekako slabo spopada. Ja, Evropa v globalni tekmi se nekako ne znajde. Recimo v globalno tekmo pa danes sodi tudi, da pravilno predvidevaš procese. Danes so procesi drugačni. Informatika moderna je svet odprla in nam ga približala. Ni čudno, da danes, ko gledamo recimo poročila zvečer, imamo vse slabe vesti iz vsega sveta takoj na repertoarju. Zdaj, seveda, problem, bi rekel, profesionalne medijske politike je to, da daje slabšim novicam več prostora kot recimo temu normalnim temam ali pa vzpodbudnim novicam. Pri nas je to posebej evidentno. Pri nas se že po pravilu začenjajo vse medijske oddaje in naslovnice pri slabih novicah. Tako, in seveda mediji so tudi del problema, zakaj se o evropskih temah ne pogovarjamo toliko, kot bi se morali, oziroma se pogovarjamo samo o tistih delih evropske politike, ki je medijsko bolj privlačna, mogoče pa nima posebnega vpliva. In zelo privlačna je ugotovitev, da je Bruselj kriv za nekaj. In to je pa posebej za naše nacionalne Brusla vlade. Kot takega krivca ni. V Bruslju ni enega krivca, niti ni ta krivec komisija, niti ni ta krivec svet, niti ni ta krivec parlament. V vseh teh organih se srečuje 28 držav in njihovih interesov. Tako da je treba pogledati pri sebi doma. No, mogoče bi nadaljevala z vlogo Evropske unije v tem globalnem svetu. Omenili ste korporacije, mednarodne korporacije, ki pravzaprav danes krojijo politiko, in verjetno predstavljam si, da je tudi želja teh mednarodnih korporacij, da se države, da se vlade v državah, nacionalnih vladah slabijo. Ker to so pač transnacionalne organizacije, ki imajo tudi svoje neke notranje regulacije. Slišali smo, da se poskušajo izogibati davkov, mislim, da so o tem tudi govorili na današnjem zasedanju. Kako se Evropska unija pravzaprav spopada s tem delom? Ker govoriti o Združenih državah Amerike, verjetno je odnosi med Evropsko unijo in Združenimi državami trenutno niso na neki zavidljivi ravni, ne moramo pa reči, da so slabi. Ampak v bistvu gre za korporacije, ki poskušajo, ki verjetno imajo tudi interese v tem, da se Evropa slabi, da ostajajo na svojih pozicijah, da se ustvarjajo vojna žarišča, kjer ustvarjajo nove trge za prodajo orožja, izdelava orožja je tudi zdaj problem. Kako se Evropska unija, je pripravljena sploh, da se spopada z korporacijami? Poglejte, vi ste na pravi sledi, ko govorite o moči korporacij, velikih podjetij, velikih finančnih centrov in njihovem vplivu na politične odločitve. Ta je ogromen. Poglejte zdaj, recimo, kako poteka ameriška predvolilna kampanja. Gotovo ima Amerika milijon ljudi, ki bi, če bi profilirali mesto predsednika Združenih držav Amerike, kaj mora vedeti, kakšen profil mora biti človek, ki ima tolikšno moč, potem bi bil izbor verjetno med milijonom tako sposobnih ljudi. Po nekih drugih kriterijih pač pride en nabor ljudi, kjer se marsikaj lahko vprašaš, ko to gledaš, kdo bo vodil to veliko državo. No, od zadaj so tisti, ki jo bodo vodili, tisti, ki bodo odločali. Enako je v Evropi. Recimo, mi se v razpravah o recimo bančnih luknjah in izogibanju davkov, o tehle davčnih oazah, se kar nekatere države kar potuhnejo, in so čim manjše, zato da se ne odpirajo njihovi današnji in stari grehi.
države kot je Nizozemska, Irska, Velika Britanija, Luksemburg. No, v Luksemburg smo dregnili, zaradi tega, ker je dolgoletni predsednik vlade kandidiral za predsednika komisije. Ampak recimo londonski City ima gotovo večjo moč kot Evropska komisija. V končni konsekvenci nas držijo v šahu vsi, ki razpolagajo s kapitalom. In v teh bučah, da tako rečem slikovito, v teh žogah zbranega kapitala so prisesane velike korporacije, velike evropske firme. Zdaj, naših tam verjetno ni, ampak vse velike države imajo tudi velike igralce, ki odločajo, ki imajo politično moč. No, stanjeva pri korporacijah in recimo mogoče njihov interes, da se ta begunska kriza, ki je resnično postavila Evropsko unijo pred veliko preizkušnjo, celo mogoče pred njen začetek konca, kako poskušava analizirati, kako je prišlo do te situacije, kakšno vlogo so imele korporacije, velike korporacije tukaj, kakšen je njihov namen. Poskušamo razumeti, veste, ta prehajanje, ta migrantska kriza je seveda kriza ljudi, ki bežijo pred vojno, ampak te so v manjšini pravzaprav. Ja, poglejte, vse te begunske krize in to množično bežanje, ki je pravzaprav sesulo naš evropski koncept branjenja in ščitenja svojih meja, šengenski koncept proste cirkulacije idej ljudi, kapitala znotraj evropskega prostora. Ampak ta naval sedaj je bil naval na zunanje meje in zunanjih mej posamezne države očitno ne morejo braniti, če pridejo milijoni ljudi. Tako da, kadar govorimo o tej begunski krizi, je pač treba poseči nazaj in o tem bom jaz danes tudi govoril. Mi se moramo vprašati, kaj nas je vodilo takrat, oziroma česa nismo videli ali vedeli takrat, ko smo pristali na oborožene vojaške intervencije v Iraku, v Siriji, v Libiji, v Afganistanu, v Jemnu, v Somaliji in tako naprej in tako naprej. Od tod prihajajo ti ljudje. In kakšni interesi so bili? Ja, paradoks je v tem, da je bil glavno vodilo je bila surovina, ki danes pravzaprav ne pisujemo več neke posebne in absolutne vrednosti. Nafta. Za nafto je šlo. In zaveznica NATO, zavezništvo z NATO, ki verjetno lobiji znotraj tega imajo željo po prodaji oziroma proizvodnji orožja. Kaj pa ti orožarski lobiji, ki so izjemno močni? Orožarski lobiji imajo seveda veliko besede pri tem, zato ker države, ki so bogate z nafto, kupujejo neizmerne količine orožja. Paradoks je v tem tudi, da recimo ena Grčija, ki je finančen invalid, ima največji vojaški budžet procentualno v Evropski uniji, zato ker je sprta s Turčijo. Tako da ja, orožarski lobij je močan. Na vse zadnje se je to pokazalo tudi v slovenski debati nedavno. Jaz sem z velikim presenečenjem gledal, koliko člankov je išlo, koliko oddaj je bilo, koliko izjav je bilo z pomisleki nad uredbo, direktivo Evropske komisije o razpolaganju z osebnim orožjem. In oglasil se je lobij. Kakšna je bila ta direktiva mogoče? Lovcev, strelcev in ne vem koga, ki so začeli pač govoriti, kako je to pomembno imeti orožje doma. Zgodbo poznamo iz Amerike, kako je to važno in kakšne napore vlaga danes na koncu svojega mandata Obama, da bi vendarle to obsesijo z orožjem nekoliko spravili pod kontrolo. A mi smo zdaj začeli s tem ali tako? Prav, midva sva, zdaj pa rešitev, vizije, predlogi. Vsekakor je zadnji čas, da Evropska unija pride z neko evropsko rešitvijo, ki je seveda oddaljena, ampak
scenarij, ne, kako se bomo v tej globalni situaciji, bo Evropska unija nekako primer Nizozemske, ki je predlagala nek mini Schengen, da spet teh 6 držav, ki so nekako funkcionirale, da se združuje ostala periferija po svoje, neki jugonostalgične želje. Ne vem, kako si vi zamišljate, to se pravi, manj oboroževanja, pritiski na meje so veliki, pritiski evropskih korporacij so veliki, pritiski orožarskih lobijev so veliki, prodaja orožja, odpiranje novih žarišč, ne, ki jih imajo ti. Kako bi Evropska unija pravzaprav opravila ali nekako vse povedala, pojasnila, kaj se pravzaprav v svetu dogaja in kakšen je njen načrt, da se s tem sooči. Ali na takšen način ali na drugačen. Najslabša je neka agonija in čakanje, da se zmenijo. Nekaj se dogaja. Prav, to me veseli. Samo neke rešitve, neke hitre rešitve na problem, ki je nastajal počasi in postopoma in ki bi ga morali razumeti, ki bi ga morali predvideti. Treba je bilo predvideti, kam peljejo vojne na Bližnjem vzhodu. Saj ni bilo tako težko predvideti to, da če bo krvava vojna in vedeli smo, kakšna bo, če bo državljanska vojna in verska vojna, potem pač ljudje rešujejo kožo. In so bili tisti prvi migranti, ki so prihajali na italijanski otok Lampedusa, so bili sploh samo neko opozorilo. To so bili drugačni migranti kot tele, ki bežijo pred vojno. Mi smo morali zakuriti veliko vojn, da se je sprostila ta velika masa ljudi, ki bežijo iz Sirije, Iraka, Afganistana in potem še pobira določene ekonomsko migracijo, nezadovoljne ljudi in tako naprej po poti. Zdaj, moj odgovor, in jaz sem posvetil 7 let dela v Evropskem parlamentu in v odboru za zunanje zadeve, da propagiram politiko miru, politiko mirnega reševanja sporov, politiko pravočasnega reševanja sporov, ne pristajanja na tako imenovane zamrznjene konflikte. Mi imamo zdaj še samo enega več z Ukrajino in Krimom. Drugače smo jih imeli celo vrsto, za katere vemo, da se lahko jutri spremenijo v vojno in nove begunce. To nas obkroža, povsod v naši širši okolici so takšna žarišča. Se pravi, treba se odločiti zavestno za politiko miru. Jaz sem slišal kot očitek nekajkrat v tem naših razpravah v Evropskem parlamentu, da sem pacifist. To je skoraj greh, biti pacifist tukaj. Nekaj takega smo v zgodovini že videli. Ni pa greh biti podpornik intervencionizma, oboroženih intervencij in tako naprej. Kaj pa recimo, da se braniš? Evropa je sedaj dejansko v situaciji, da se je začela braniti, da brani. Evropa brani svoje meje. Ne gre zdaj za, seveda, Evropa, če bo samo branila svoje meje, vemo, da tisti, ki je zidal zidove, in v zgodovini jih poznamo nekaj zidov, velikih in močnih, nikoli niso prinesli tistega, kar so si ljudi od tega obetali. Evropa se ne sme samo braniti. Evropa mora ustvarjati mir, mora ustvarjati razvoj, ekonomski razvoj. Mi se ne smemo odreči tistemu, kar se je v 60 letih razcvetelo kot politika aktivnega podpiranja držav v razvoju. Če ne bo Afrika dobila od nas gospodarske spodbude in pomoč, zlasti še zdaj, ko dobiva udarce zaradi klimatskih sprememb, potem bo Afrika prišla k nam. Se to je jasno, tu ni treba biti profet. Skratka, treba se bo resetirati, treba bo živeti nekoliko skromneje, treba bo svoje resurse znati uporabljati bolj v dobro vseh ljudi. Mi smo na istem planetu in ta planet je z razvojem, z informatiko in če dalje manjši. Cel ta planet je naša domovina in če ga bomo uničili na enem koncu, bo uničen tudi na drugem koncu.
Razumem. No, mogoče je res še zdaj ta varnostni vidik, ki sva se ga dotaknila, ne. Ali pa mogoče nam povejte, no, verjetno ste ga tudi vključili v vaš govor, ne, ta varnostni vidik me zanima in zanima me, kako boste vi zaključili ta govor, k čemu boste pozvali Evropski parlament oziroma narode, čemu naj sledijo, da se reši ta situacija. Ja, jaz bom pozval potem, mislim, ena stvar je delati tiste stvari, ki lahko kratkoročno spodbudijo neko rešitev, ne, ki lahko kot naprimer upočasnijo, recimo okrepitev Frontexa, ne, službe za zunanjo mejo, ne. Lahko perfekcioniramo postopke sprejemanja beguncev, identifikacije, postopke ugotavljanja njihovih motivov in upravičenosti, ločevanja ljudi, ki so politični azilanti, ki bežijo pred preganjanjem, ki jim grozi smrt ali nekaj hudega, ne, in jim ne smemo zavrniti zaščite, ne, od tistih, ki pač iščejo neko boljšo, neko prednost, neko boljše življenje ali pa sanjajo o tem. Ne. To so kratkoročni, medtem ko edini dolgoročen, edini ukrep, ki lahko pomeni spremembo, je vzpostavitev miru. Najprej miru v Siriji, koliko časa je bilo potrebno, da se usedejo vsi za pogajalsko mizo. Jaz moram reči, da sem že pred 3 leti govoril o tem, da je nemogoče rešiti sirski problem brez sodelovanja Bašarja, ne glede na to, da vemo, da je diktator, da je morilc, da se je znesel nad lastnim ljudstvom. Ravno tako je nemogoče reševati ta problem brez Rusije, brez Irana, brez vseh tistih, ki sodelujejo v verskih in prestižnih in vojnah za prevlado. Skratka, jaz gledam na to, da se je treba resno lotiti političnih rešitev. Ne samo v Siriji, tudi v Iraku, tudi v Maliju, tudi v Libiji, tudi v Jemnu, Somaliji in tako naprej. Vojaška rešitve, intervencije, pokroviteljske rešitve v nekem neokolonialnem stilu, tem je odzvonilo, tele samo pospešujejo razpad in povečujejo probleme tega sveta. Midva sva na začetku omenila te države v razvoju, ne, iz 60-ih let. Situacija se je pravzaprav zdaj zelo spremenila, ne. Države, ki so bile takrat v razvoju, naprimer Kitajska, ne, Evropska unija je pravzaprav Kitajski zelo veliko pomagala. Kitajska je še do pred kratkim dobivala pomoč iz Evropske unije za razvoj, ne. Ja. Pravzaprav zdaj prehiteva oziroma ravno tako so začeli neko tekmo za prevlado in no, ko govorimo o državah razvoju, ne govorimo ravno o državah, kot je Kitajska, ne? Niti azijski tigri, ne? Niti Indija. Indija je ravno tako velesila, gospodarska, politična, vojaška. Bolj govorimo o državah Afrike, predvsem Afrike, ne? In mogoče Latinske Amerike, tudi Oceanije, ne? Tiste države z izrazito nizkim brutonacionalnim produktom in države, ki so jih pravzaprav v času kolonializma speljali na napačno pot, ne? Oni so vsi imeli na nek način neko samozadovoljivo gospodarstvo. Ne? Kolonialisti so jim rekli, to je za nič, ne? Vzeli so jim identiteto in jih spravili na beraško palico. Tem pravzaprav obstaja nekaj dokumentarcev, ki dejansko, konkretno bom govorila o dokumentarcu, da ste lahko to omenila, We Came as Friends, prišli smo kot prijatelji, ki je razdela postopek, kako korporacije vstopajo v konkretno afriške države in potem rušijo
oblast, vlado, ne, na različne načine, ponavadi s podkupovanji, ponavadi z denarnimi nagradami. No. Jaz se bojim, da imajo te korporacije, ki so mednarodne, ne gre samo za to, tudi podobno načrt v Evropi. Se tako kaže in recimo ta sporazum TISA pa TTIP nekako kažejo v smer odpiranja liberalizacije trga evropskega, ne, tudi za javna naročila in te zadeve. Ne, tako no, jaz se TTIP-a ne bi tako zelo bal. Ne. V slovenski javnosti ustvarjam vtis, da je to samo ena negativna in ena izredno nevarna stvar. Nevarna stvar bi bila, če ne bi imeli na naši strani pogajalce in neka spoznanja, da ne bomo nasedli, ne? Da ne bomo juniorski partner v teh pogajanjih. Danes je že kar zavest o tem, da je treba dobro gledati na prste, kaj nam hočejo tukaj podvaliti te korporacije. Ja, pa je še živ ta sporazum. Ja, ne, on še ni zaživel in tudi prav hitro ne bo. Ne? Jaz mislim, da najmanj 2 leti še pogajanja ne bodo zaključena. In takrat, ko bodo zaključene, takrat bomo verjetno ugotovili, da stvar ni tako negativna. Ne? Zaradi teh, mogoče tudi ta pritisk javnosti, ki je želela na vsak način več transparentnosti, je pomemben. Je pomemben, kar naj bo. Jaz sem zelo vesel, da so tudi v Sloveniji zlasti civilna družba, da se zelo angažira, pa tudi posamezniki. No, tudi pri tem sporazumu TISA, o katerem ste govorili, ne, tudi tukaj slišimo, da se sklepajo nekateri dogovori v tajnosti, da je potrebno več transparentnosti. Jaz upam, da bo tudi tukaj prevladal ta moment, da je potrebno v ključnih zadevah spregovoriti javno. Ja, jaz mislim, da je javnost važna, da je transparentnost javna, da se naši pogajalci, naša vlada, ki sodeluje v vseh teh pogovorih, posvetuje z javnostjo, z strokovnjaki. To si želimo, In jaz tudi mislim tukaj, ni treba nas biti strah. Ne. Biti moramo samozavestni in braniti svoje. Ne. Striktno vedeti, kaj je naša prednost, kaj je naš interes in ga braniti. Ja, profit je velika motivacija na vsaki strani. Ne? Gotovo. Ne? No, mogoče še, ker so že ravno pri trgovini, kaj pa v tržnem sodelovanju s Kitajsko, tudi o tem je bilo govora na tem zasedanju. Ja. S Kitajsko. Kaj se s Kitajsko dogaja? S Kitajsko se dogaja. Kitajska je pač še vedno en balon. Ne? Ko sem jaz zadnjič bil na Kitajskem, sem se pogovarjal z enim v gospodarskem ministrstvu, ki me je poskušal prepričati o tem, da je Kitajska revna država. Ne? Ja. Če vzamete bruto nacionalni produkt v celoti, ne, jaz mislim, da je tu nekje okoli 3-4 tisoč evrov, ne, mogoče celo manj. Ne. Takrat je bilo manj, ko sem jaz bil tam. Ne. Mi, kadar govorimo o Kitajski, vidimo Šanghaj, vidimo te velike industrijske centre, ki imajo 5-10 milijonov prebivalcev, ne, pa ne vemo niti imena, ne, pa ogromno število prebivalcev. Ne. Tako da Kitajska je nov igralec, ne, in zelo uspešni igralec. Oni so znali najti nek gospodarski koncept, se ločiti od ideologije, oni so samo še po imenu komunisti, ne, drugače so, pa po metodah, ne, da so avtoritarna družba, centralizirana. Ne. Zdaj, zato, ker ima cel svet težave, jih ima tudi Kitajska. Ne. Zdaj je panika na Kitajskem, ker je padla gospodarska rast. Ne. Oni so bili navajeni na gospodarsko rast blizu 10%, zdaj imajo 3,5% in je to znak za alarm. Ne. Seveda, oni so se razširili po celem svetu za svojimi investicijami. Oni imajo ogromne investicije, recimo v Ameriki, tako da kriza, ki jo občutijo oni, je seveda drugačna od krize, ki jo občutimo tukaj mi. Ne. Na vsak način je Kitajska velik igralec, ki ga je treba upoštevati, ravno tako kot je Rusija velik igralec, ki ga je treba upoštevati. Jaz nisem niti za trgovinsko, niti za politično vojsko z Rusijo. Jaz mislim, da je treba tudi s temi velikimi igralci razvijati neke partnerske odnose in to bi prispevalo tudi k neki harmoničnemu razvoju na svetu v celoti.
Ja, kakšni bi bili interesi sodelovanja s Kitajsko, recimo o tržnem sodelovanju s Kitajsko? To ne bi bil nek... Mislite Slovenije ali Evrope? Ne, to je bil danes, jaz sem pogledala na program in sem videla, da bo tudi o tem tekla beseda, tržno sodelovanje s Kitajsko, na kakšen način se Evropska unija zdaj to predstavlja. Mogoče, da sva čisto konkretna, ali da se še vedno proizvodnja seli na Kitajsko, ali zdaj, da se počasi ta proizvodnja preseli sem. Jaz mislim, da bo ta faza počasi, neka začetna faza, kjer je bila Kitajska država neomejenih možnosti in skrajno poceni delovne sile, tu se bodo stvari počasi premaknile. In jaz mislim, da bo Evropa morala živeti od svoje produktivnosti, inovativnosti, kulture in seveda tudi svojega socialnega standarda. Mi se ne bomo temu mogli odreči za to, da bi tekmovali z tistimi, ki vsega tega nimajo. In Kitajska je seveda razvila en gospodarski koncept v času ekspanzije, ki je baziral na skrajnem izkoriščanju ljudi. To, kar je pri nas nedopustno. Imamo tudi primere, če pomislimo, na kakšen način so nekateri tretirali tudi delovno silo. Pri nas nismo tako oddaljeni. Ja, vzorec je enak, s tem, da nekje ga lahko uresničiš na široko, nekje pa na malo. Ja, skratka, ta vprašanja ostajajo odprta. Delujoči trg na Kitajskem, Kitajska deluje že samostojno, ampak kakšni so pa odnosi z Evropsko unijo pa... Ja, odnosi z Evropsko unijo počivajo na sporazumih, ki jih imamo z njimi in seveda na interesih posameznih držav. Ja. In Kitajska je pravzaprav globalni igralec, Evropska unija pa nekako izgublja to pozicijo. Evropska unija je tudi globalni igralec, ampak v zbiru vsega, s čemer se Evropska unija srečuje v svetu. Velike države so bolj ekspanzivne, majhne države so pač v svojem nekem okvirju. Jaz mislim, da bomo mi težko velik igralec na širokem področju, lahko pa se uveljavljajo naši pametni, inovativni gospodarstveniki tudi na globalnem področju in to se pravzaprav že dogaja z nekaterimi firmami. Zanimivo je, da za največ takšnih uspešnih firm, ki prodajajo svojo pamet in inteligenco in iznajdljivost, niti ne vemo. Za njih niti ne vemo. Ampak nastopajo pa tam, kjer seštevamo, da smo pa vendarle nekoliko boljši, kot sami mislimo, da smo.